logično, da se vse skozi razvija. Večna vprašanja pa vseeno ostajajo. Kam, kako, dolgo še, zakaj in v kaj. Ali sploh obstaja in se nakazuje religiozni cilj eksistence, ali pa smo tu le zaradi naključnih trkov atomov in ponesrečenih kemijskih reakcij prajuhe? Kdo ve? Zagotovo pa se človek vsak sleherni trenutek stara in to je proces, ki doleti vsa živa bitja. V življenju človeka vsi organi delujejo skladno kot celota in omogočajo fizično, umsko in duhovno zdravje. Če se to skladno delovanje poruši, se pojavijo znaki bolezni. Vprašamo se, ali je naša dežela po še nedopolnjenih 17 letih ostarela in zbolela do te mere, da ne zmore več neideološkega pogleda naprej, učenja novega, da postavlja in se samozadovoljuje s konzervativno platformo hiperreguliranih in kvazi varovanih relacij med ljudmi. Da ne zmore revitalizacije urbane kulture, ustvarjalne umetnosti, svobodne, neregulirane vsebine. Takšen virus je lahko zelo trdovraten in iz nepomembnega, slabega počutja lahko nastane huda, maligna tvorba, ki ohromi celoten sistem. Ustvarjalna in svobodna kultura v svoji najširši konotaciji je bila v veliki večini družbenih razmerij in zgodovinskih epoh katalizator in zagotovilo za gibanje in razvoj družbe. Čeprav se je tudi na teh kulturno-alternativnih temeljih postavljalo prvo nadstropje naše dežele kot svobodne in demokratične družbe, si postavimo enostavno vprašanje. Smo to pozabili ali so nam to pozabili? Ne govorimo o teorijah zarote, govorimo o preprosti, a zavestni pozabi. Današnji položaj kulture in težave, ki nastajajo v želji po svobodni kulturni ustvarjalnosti, kličejo po nujnih spremembah pristopov. Kličejo po novi odprtosti za svobodno in dostopno ustvarjalnost. Trivialnost kulturnih vsebin in njihova vseobsegajoča prisotnost, ki smo ji danes priča, sama po sebi seveda ni problematična. Postane pa problem, ko zaradi pojavne inflacije rumene kulture ohromi primarna ustvarjalna kultura, ki pa deluje kot gibalo narodove identitete in razvoja duha neke družbe. Prav zato nam ne sme biti vseeno, kako je z izobraževanjem umetniških poklicev, avtorskim delom in življenjskimi pogoji ustvarjalcev, še posebej samozaposlenih. Oblikovanje kulturnih politik in praks naj temelji na dialogu z ustvarjalci in njihovimi predstavniki. Država pa naj se pri presojanju estetik popolnoma omeji. Državni okus, ki vsebuje potrebo po estetskih in ideoloških ocenah, je v zadnjem obdobju pripeljal do tega, da izgubljamo nit z lastno kulturno identiteto in se zavoljo tega počutimo vse bolj odmaknjeni od pozitivne konotacije ideje biti Slovenec. Zato je treba v čim večji meri prenesti odločanja in izvajanja dejavnosti na avtonomna in kar se da neodvisna telesa. Izmakniti se je treba torej sporom o razdelitvi proračunskega denarja in se osredotočiti na pripravo splošnih ukrepov kulturne politike. Načrtovanje davčnih olajšav, popravljanje učinkov kulturne industrije. Posvetiti novo pozornost pomoči in spodbujanju ustvarjalne in nekomercialne kulture in tako dalje. Največje uničenje v zadnjih letih se je zgodilo na področju filma oziroma audiovizualne umetnosti, če izvajamo medije seveda. Gre za področje množične umetnosti, ki jo bo treba resno sanirati. Konec koncev živimo v dobi podob. Država naj prek Ministrstva za kulturo primarno ohranja predvsem skrb za strateške, splošne ukrepe kulturne politike ter odločitve, ki temeljijo na doseženem soglasju z uporabniki in ustvarjalci kulturnih dobrin. Skrbi naj za nadzor, zagotavljanje transparentnosti, monitoring in podobno. Dolžnost države pa je tudi vzpostavitev infrastrukture, ki jo zagotavlja in načrtuje skupaj z lokalnimi in regionalnimi centri in s tem preprečuje pretirano centralizacijo kulturnega naboja. Stanje na področju kulture pri nas je kritično, a s primernim pristopom in umikom državnega okusa nam lahko uspe, da sintagma biti Slovenec naslednjim generacijam ne bo pomenila le dolg časa.